Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. Naš tokratni gost je državni svetnik in zagorski župan Matjaž Švagan. Dobrodošli v našem studiu. Hvala za vašo dobrodošlico in lep pozdrav vašim gledalkam in gledalcem. Dotaknila se bova tako vašega dela v državnem svetu, kot tudi, kjer ste kar precej aktivni, kot tudi dela v občini. In kar zdaj najbolj opažamo tisti, ki se občasno ali pa vsakodnevno vozimo iz Trbovelj v Zagorje ali pa iz Kisovca proti Izlakam, so prenove dveh pomembnih regionalnih cest, ki sta zelo prometni, pa bi se najprej zaustavila pri cesti, ki pelje na Slačnik. To je bila kar precej poškodovana cesta, verjetno pa dolga zgodba želja, da bi se čim prej posaniralo. Kakšna je kronologija te prenove, te ceste? Ja, res je, da Slačnik je kar točka, ki je bila deležna najbolj kritik v preteklosti v povezavi Trbovlje-Zagorje. Tudi že vrsto let, rekel en skupni projekt Trbovelj in Zagorje, da bi se ta cesta uredila. No, sedaj pa ta skupni projekt je dobil zeleno luč, tako da se v teh dneh na tem področju izvaja preplastitev oziroma tudi ustvarjanje novega tampona na posameznih predelih, ker je dobesedno bilo na asfaltu položeno, na imevki položena asfaltna površina. Seveda prvotni projekt, ki smo ga vrsto let predstavljali in ki so ga nam tudi argumentirali, je predvsem velika investicija, ki je bila nujno potrebna z opornimi zidovi, kajti to področje je plazovito in bo sigurno še desetletja, ampak sam osebno sem zadovoljen, da je do te faze vsaj to za nekaj let, da se to na tem področju reši. Vesel sem tudi, da ne bi v letu 2017-2018 tudi se uredila avtobusna postaja pri Bevškem oziroma pri Mesečini in potem se nadaljuje proti občini Trbovlje z razširitvijo z avtobusno postajo, ki je tudi v neposredni bližini Mesečine proti Trbovljam, in ta skupni projekt ne bi bil zaključen 2017 oziroma 2018. Ker tudi vemo, da na tem področju je predvsem problem avtobusnih postaj, varnost otrok, in sam osebno sem zadovoljen in tudi računamo, da 2017-2018 gradimo nov most čez Kotrežico v Kajec Franc Farčnik, to je tisti znameniti plaz Roardi. Že desetletja od tistega dne, takrat je bila predvidena obvoznica ob Kotrežci, pri komunali ne je bil izhod, žal se je promet potem prosmiral skozi Zasavsko cesto in obstoječa cesta, ki je sedaj ne bi dobila gabarite regionalne ceste z pločnikom, dodatno infrastrukturo in 2017-2018 ne bi ta projekt bil tudi dokončan. Je kaj pripomoglo k temu, da se je ta projekt na Slačniku začel izvajati, tudi dejstvo, da je po tej poti se v času podora peljal tudi infrastrukturni minister, ne? In si je lahko v živo ogledal, kako pa dejansko izgleda, v kakšnem slabem stanju je ta cesta, ne? Vsekakor. Ta dogodek v Trbovljah je pozitivno vplival tudi na delno sanacijo na področju občine Trbovlje, kjer je šlo tudi za odstranitev določenih ovir, predvsem zaradi avtobusne šolske proge in tudi varnosti na tem področju. Nekateri so se prvič v življenju peljali skozi Slačnik. Tudi tisti, ki odločajo, ne? Tudi tisti, ki odločajo, in sem vesel, da so po teh dogodkih videli, da je ta sanacija nujno potrebna. Prav tako pa na področju Kisovca Izlak preko kilometer nove asfaltne proleke. Mi želimo, da 2017-2018 je ta cesta kompletno preurejena, vključno z novo cesto od čistilne naprave pa do semaforja.
in tudi končno pričetek izgradnje ceste Sopota-Podkum. To je v načrtu razvojnih programov Ministrstva za infrastrukturo Vlade Republike Slovenije. Ampak, kot sem rekel, to je skupni projekt Zasavja in pa tudi s podporo našega poslanca, gospoda Dolinška. Tako kot jaz se tudi vi vsakodnevno vozite po tej cesti iz Lake Kisovec, ne, ali pa iz Lake Zakorje, tudi na tem delu, kjer se ta cesta zdaj na novo oblečuje s prevleko asfaltno. Ne. Nekateri gledalci so nas vprašali, zakaj niso dela, ko se začnejo, dokončana do konca. Ne. Nekje na nekaterih mestih še manjka asfalt. Odgovor vaš je? Ja, tudi sam, ko se vozim proti domu oziroma večkrat iz Lake Zagorje na dan, me motijo te ovire, ki lahko povzročijo tudi kakšno nesrečo ali pešcev, kolesarjev, ki jih je iz dneva v dan več kot samih prevoznih sredstev. Žal je na tem predelu do tega prišlo in naj bi vključno potem z asfaltiranjem Slačnika tudi še te... Da ne bi dvakrat, verjetno. Tako je. Racionalizacija. To je moja ocena oziroma... Niso pa pozabili, ne? Ne, nikako ne. Tudi, kot sem rekel, moja odgovornost je, da se ta stvar čim prej uredi. No, še nekaj sva malce prej govorila, preden sva začela snemati oddajo, da je škoda, ko asfalt položijo, pa je ponekod kar precej debel sloj, da so potem robovi, da so nižji, ne, in da se velikokrat potem tam lomi asfalt, ne, da bi bilo mogoče dobro, da se tudi takšen kanal zazida ali pa mogoče poasfaltira, ne. Že vsa leta, ne samo zdaj, ne. Ja, to je najna skupna ocena, ki mislim, da je pravilna. Tisti, ki smo v vsakodnevnem življenju, ne samo na tej relaciji, ampak splošno v Sloveniji, kajti večji naliv povzroči velik rob med cestiščem oziroma in brežinami, ne? In brežinami in prihaja tudi do lomljenja asfalta oziroma tudi do kakšnih nesreč kolesarjev. Vendar, kot sem rekel, nekaj mi ocenujemo, nekaj pa stroka in pravijo, da stroka ima vedno prav, čeprav jaz vedno pravim iz Ljubljane, naj nekdo pride tudi v takšno okolje, kot je Zagorje, Zasavje, pa mu daje kakšno dobro informacijo. No, mi smo gledalce pozvali, da nam pošljajo tudi kakšno vprašanje za vas in Stanislava Vidmar iz Mlinš nam je poslala naslednjo vprašanje. Skoraj 1 leto mineva, odkar sva z našo predsednico krajevne skupnosti, gospo Marijo Ribič, ne, na občinsko upravo vložili vlogo, da se na Mlinšah 12, torej na parkirišču pri kulturnem domu, nariše parkirno mesto za invalide. Takrat so obljubili, da to ni problem in bo v par dneh gotovo. Mineva leto in ga še vedno ni. Kdaj bo? In ali sem zaman iskala soglasje ostalih stanovalcev in krajevne skupnosti? Ma pa tudi sina invalida, ne? Ja, poznam primer, tudi gospa Vidmarova me je na zadnjem srečanju, ki smo ga imeli, na to upozorila in lahko rečem, da do konec naslednjega tedna oziroma najkasneje v 14 dneh bo to parkirišče narisano, kajti pri vseh javnih ustanovah, šole ali kulturnega doma, trgovine, mora biti takšno parkirišče in tudi bo. Ne vem, je že prehod za pešce na Mlinšah? Ali je to še tista stara zgodba, štetje prometa? Zgodba gre proti koncu, vse zavisi od občinskega proračuna, to je investicija občine Zagorje. Govorimo o investiciji več 100 000 evrov in moj cilj je, seveda, ko bom obljubil, bom tudi izpolnil, pri pripravi proračuna za 2017-2018, da tudi ta prehod končno na izlak. Prehod mora biti pa tako rejen, da pelje iz enega pločnika na drugi pločnik, ne? Tako. To je tisto osnovni problem, ne? Treba investirati. Še na drugi strani pločnik. Tako, bile so neke ideje, ki so bile popolnoma neživljenjske in tudi nesprejemljive za krajanke in krajane in tudi nas,
ki tudi sodelujemo maksimalno s tem projektom po strokovni in finančni plati. Nekaj je papir, nekaj pa tisto, kar realno poteka v življenju v tej krajevni skupnosti. In kot sem rekel, 2017-2018 oziroma do konca mojega mandata bo. Je pa verjetno to za krajane ali pa občane, pa tudi za vse nas nerazumljivo, ne, da cesta je regionalna, kar se ceste tiče, vzdržuje država, pločnik, hodnik, ne, mora pa občina, ne? Ja, to je pač pravilo, ki velja že desetletja, čeprav ni povsod tako. Se da. Ponekod tudi država vse uredi, zavisi od statusa ceste. Ogromno je potreba energije vložiti, da pride do takšnega prehoda. Že to 10 let traja, ne, če se ne motim, ali pa več. Včasih kdo reče, pa dajmo narediti prehod za pešce, ne vem, proti Čebelici ali proti kakšnemu drugemu naselju, ampak te stvari niso tako enostavno, da samo zemljišče pridobiš, pa pločnik potem občina uredi, gre za ogromno soglasij, do štetja prometa, do raznih študij. Prehod za pešce se pa tudi ne sme kar tako narisati. Tako. To je pač cestna oznaka, zato so pristojne službe, ne. Ko ste že omenili Čebelico, nasproti Čebelice je bila postavljena ena taka provizorična avtobusna postaja, postajališče. Bo tam kdaj urejeno avtobusno postajališče, pa mimogrede, pred leti se spomnim, mogoče 10 let se je tam ob Etiju delal prehod oziroma hodnik in se je takrat reklo, da se bo tudi do odcepa na Šemnik. Kako je s tem? Je to tisto, kar ste malo prej govorili, da je treba pridobiti vsa dovoljenja še? Ja, konkretno zdaj, da bi suvereno odgovoril na ta vprašanje, lahko če ne problem bil nekaj za zemljiščem, ampak mislim, da je ta stvar rešena. Kar se že pa te avtobusne postaje, tudi tam se večkrat tedensko peljem, moram reči, nisem razumel te postaje, ki se tam gradijo. Jaz mislim, da gre bolj za igro otrok. Šele potem, kasneje sem izvedel, da želijo avtobusno postajo in ko smo obljubili avtobusno postajo, ki se že dela, sem videl napis hočemo avtobusno postajo, nismo imeli kontakta, me nihče ni poklical ali na občino. Ali pa na krajevno skupnost, ne? Ja, krajevna skupnost je imela v 4-letnem programu, ne. To tudi. Tudi to avtobusno postajo poleg ostalih. Mi gremo sedaj v enotni sistem novih avtobusnih postaj, ki ne bi pričeli v letu 2017 postavljati. Sigurno ene najlepših v Sloveniji, oziroma celo širše. In kot sem rekel, ta avtobusna postaja je bila takoj naročena, ko sem zvedel, da jo zahtevajo. Sedaj pa res vprašanje, da ne gre tukaj zgolj za kakšno igro, ampak kot sem rekel, če želijo in če je zahteva staršev, otrok, je tudi naša odgovornost, da to postavimo in takoj, ko sem zvedel, sem naročil, da se ta avtobusna postaja, kot sem že uvodoma rekel, postavi in kakršenkoli napis me ni prepričal to, ampak že predhodno, ko sem vedel, zakaj sploh ta polivinil oziroma kaj smisel, da ga bo, kot sem rekel, za igro. No, jaz vem, kako racionalno moramo mi delati, da preživimo na televiziji, ne? In sem malce zastrigal z ušesi, ko ste dejali, bodo vse avtobusne postaje enotne po celi občini, ne? Da bo to nova investicija. Pa se tu čisto upravičeno vprašam, saj jaz mislim tako, vse nekaj avtobusnih postajališč precej v dobrem stanju, je treba potem vse zamenjati, da bo lepo. Največji problem avtobusnih postaj je vandalizem. To lahko vsakodnevno vidimo in vidimo tudi, koliko stekel je potrebno zamenjati. Ne bo šlo to, da bi zdaj kar šli horuk vse podrli, ampak gre za sistem, kjer obstoječe ne bi predstavili tudi okolja, kjer avtobusnih postaj ni. In izven urbanega dela postavljamo lesene avtobusne postaje, ki so prijazne v okolju. Seveda gre pa predvsem za ta prevoz oziroma ogledalo mesta skozi občino. Tu bo pa enotno. To bo pa enotno. Dobro. No, gospa Maja Prašnikar pa je poslala naslednjo vprašanje.
Vprašala bi, zakaj se tako počasi premika most pri IGM-u, zakaj ne dobimo prepotrebnih luči za Svejo in okolici Tuša in Polj, kjer so nujno potrebne. Mogoče najprej na to vprašanje, če vam je o tem kaj znanega. Okrog mostu Tuša, lahko rečem, ker je ta vprašanje imel tudi direktno namenjeno naslovljen in moje službe imajo nalogo, da se te luči čim prej postavijo. Pri mostu je prišlo do določenih zahtev, ki jih v projektu niso bile zajete, kajti projekt je mnogo starejši, kot je pa sedaj stanje v samem vodotoku. Tako da jaz sem vesel, da bo ta most končno z lastnimi sredstvi zgrajen pri IGM-u, čeprav smo imeli že pred 2 letoma, 3 sklep vlade, pogodbo o sofinanciranju, vendar je takratni minister sredstva preusmeril drugam in pogodba je bila nična. Poleti se je pa začelo graditi, ne? Tako, letos, ne? Rok je pa do konec meseca oktobra. Tako da bo šlo? Če ne bo zapletov, ne? Kot sem rekel, manjši zapleti so zaradi infrastrukture, ampak končno, lahko rečem, gol bo dan. Potem pa še to, zakaj ne morejo vsaj 2 do 3-krat očistiti celo ograjo za Svejo? Ni dobro pregledno, ne poznam problema, od Gučka do Kotarja. Celo nedelno zadnje vprašanje pa je, kdaj bomo dobili za Svejo novo cesto, je močno poškodovana in enkrat bomo samo padli na Svejo. Težko vozimo po njej. Kar se tiče same te ograje ali pa čiščenja, ker na ta problem me opozarjajo že vrsto časa, določeno obdobje se je to očistilo, drugače ima pa komunala z moje strani nalogo, da to čisti, da se ta preglednost zagotavlja. Mi na tem predelu smo zagotovili nekaj novih luči, seveda pa nujno potrebno, ko se ta most uredi, tudi ta del ceste urediti v obdobju do konca mandata. V redu. No, potem pa Ana Guna je pa poslala tudi 2 vprašanje, ki se nekako navezujeta, in sicer, kdaj lahko pričakujemo, da bo naš eden in edini ubogi, ne, malce se šali, semafor v Zagorju dobil dodatno luč za zavijanje levo oziroma desno, pa dodaja brez zagovarjanja na direkcijo za cesto, ker predvidevam, da se njim niti ne sanjam, da lahko v gneči skozi semafor zavije ponavadi le 1 do 2 vozili, pa še to ne gre drugače kot v rdečo. Se bo podal kakšen zahtevek za to? Je to mogoče, ste že o tem razmišljali, da bi zdaj ni semaforja tudi za levo, recimo, ali pa za desno zavijanje, ne? Ja, kar se tiče samega prometa, oziroma ko je bila ta semafor zgrajen, oziroma cesta, je bilo več 10% manj avtomobilov, kot jih gre danes skozi občino Zagorje. Samo en podatek, ki je zanimiv, ko se je avtocesta gradila, se je promet po avtocesti 4-krat, 5-krat povečal v nekaj letih, ker lahko vidimo, da je avtocesta postala regionalna cesta, ko greš iz Ljubljane proti Zagorju in ostalim večjim mestom v Sloveniji. To je bilo vzpostavljeno tudi na občinskem svetu. Seveda občina je prostorsko omejena. Mi sedaj delamo to prometno študijo, ki mora vključevati kolesarsko stezo, potem razreševanje teh problemov, ki jih omenja gospa Guna. Potem rondo pri Šparu, ki je tudi za kritično točko, potem tudi za rondo v neposredni bližini vaše televizije, z vhodom v obrtno cono, sam promet skozi Kisovec. Vemo pa, da smo v zadnjih 2 letih ogromno vložili v zavijalne pase in pa večjo varnost v krajevni skupnosti Izlake. Večinoma je šlo iz proračuna, seveda pa sofinanciranje tudi iz naslova Ministrstva za infrastrukturo. Kot sem pa rekel, marsikdo da pobudo, da je potrebno, ne vem, cesto speljati pod
mislim, mimo IGM-a, kamnoloma, pa ob Zagorju, skozi mimo centra, ampak kot sem rekel, prostorsko smo tam, kjer smo in so plusi in seveda tudi minusi razvoja, priključka na avtocesto. Z eno plat je to dobro, po drugi strani pa ne. Glejte, to je, Tako je, ne? če želiš biti v razvoju, je tudi cena včasih tako za zdravje ljudi kot za varnost prevelika, mogoče na račun razvoja. Ampak kot sem rekel, tukaj lahko debatiramo kar ure in ure, kaj je prav in kaj ni prav. Preden zastavim še drugo vprašanje gospe Guna. Zadnjič sem se pogovarjal z podjetnikom Skrinerjem, Janezom. Prej ste vi že omenili, da se bo ta most Bejli počasi podrl in postavil pod drugačnim kotom. No, mislim, da je tudi vam predlagal, če je to sploh še možno, da bi šla cesta po tisti stari trasi, kot je že nekoč bila, torej čez plazovito področje, ker je takrat potegnil plaz pred več kot 20 leti. Je še ta inačica mogoče še živa? Bi se še dalo kaj na tem postoriti? To je isto, kot bi rekli, da ne bi zapadel lanski sneg tudi v letošnjem letu. Pred 10-15 leti so bile te ideje na papirju. Ogromno smo usklajevali s krajevno skupnostjo, za stroko. Res je, da smo v zaključni fazi pridobivanja zemljišč in gospod Skriner ima škarje in platno v rokah, kar se tiče same ceste, da se čim prej prične. Seveda vodimo kulturni dialog z njim. Meni je ponovno te papirje predstavil in sem rekel, ker se pač tikama, sva kolega od prvih dni, odkar sem stopil v politiko, do danes, da je pač to papir, ki je bil res v preteklosti predstavljen, vendar pa žal je tukaj šlo za pilotirane, plasni mirujoč in je tukaj že v 99% delu, kjer ne bi pridobili gradbeno dovoljenje in tudi načrt razvojnih programov je, da se ta cesta na novo naredi. Stara trasa, skratka, ni več mogoča, ne? Tako in če bi bilo to možno, bi bilo že zdavnaj narejeno. Bi bilo bolj enostavno, ne? Kot sem pa rekel, ta projekt, oziroma ta gradbeno dovoljenje, ki ga bomo pridobili, jaz upam čim prej, poteka že, mislim, da okrog 7-8 let. V redu. Še drugo vprašanje, ki se dotika parkirišča na tržnici Zagorje. Ko zavijemo s semaforja proti tržnici, pridemo do levega ovinka, kjer je pregled izjemno blokiran zaradi smetnjakov, Desno ob cesti pa so parkirani avtomobili. Prehoda je dovolj le za en avtomobil, cesta pa je dvosmerna. Ob sobotah pa komaj prilezeš mimo vseh vozil do, recimo, gasilske ceste, To je problem, Parkirnih mest je v Zagorju premalo oziroma preveč nas je takih, ki pridemo na tržnico z avtomobilom, Ja, to je v bistvu navada, da se večinoma eden ali dva pripeljeta v center mesta na tržnico in vsekakor v srednjih sobotah ali tudi kakšen drugim dan onemogoča normalno parkiranje na tem predelu. Vemo, da 2 do 3 avtomobili že pridejo na družino. In to je problem, s katerim se soočamo tudi s to študijo prometno v občini Zagorje ob Savi in kritika je popolnoma na mestu. Vsekakor pa, kot sem rekel, vsi pa vemo, da takrat je potrebna maksimalna previdnost na tem predelu. Tako da se bo daj, zgradila kakšna garažna hiša, mogoče uredilo plačano, da bo treba parkiranje plačevati, pa se s tem mogoče reši center Zagorja kakšnega avtomobila. Ne vem, kje razmišljate o tem? Mi razmišljamo prvo, kar je ta avtobusni prevoz, da se čim več koristi. Pripravljamo tudi projekt izposoje avtomobilov na elektriko, car sharing, potem
tudi kolesa in te stvari. In tukaj bomo naredili en velik preskok v naslednjih 2 letih. Tako da o tem razmišljamo in želimo maksimalno ljudi preusmeriti, da se čim več vozijo za skupnimi avtomobili, javnimi prevozi. So pa idejne zasnove narejene za parkirno hišo na predelu tržnice. Da bi pa trenutno razmišljali nekaj pobud o parkirnih urah na tržnici, o kaznovanju, čeprav redarji opozarjajo, tudi čas kaznuje, ker je veliko klicev potem na redarsko službo, ki je zasavska, včasih tudi na občino. In to je velik problem in sam sem bolj proti represiji kot po ustvarjanju boljših pogojev. No. Oziroma sem za ustvarjanje boljših pogojev kot pa za represijo. Tako da verjetno parkirnih ur ne bo, ne? No, nekateri želijo, tudi na Kidričevi cesti, potem pri gasilskem domu, ampak kot sem rekel, danes vsak cent šteje in naša dolžnost je pa, da pravimo, če bi imeli maksimalne pogoje, da lahko vsak parkira, potem bi lahko celo o tem razmišljali, s tem pa. Je pa navada pač železna srajca, ne? In res se zelo radi usedemo v avto in pripeljemo tudi zelo blizu, ne? Namesto, da bi šli peš, ne? Pa tudi to stane, ne? Tako kot parkiranje, tudi tam gre bencin, ne? Če se usedemo v avto, ne? Tako da bo treba tudi malce navade spremeniti, glede na to, da je se več avtomobilov, pa se manj parkirnih mest, ne? Tako se tudi vidimo na Izlakah, ker smo naredili več 10 novih parkirišč, je vse zasedeno. Ja. Če bi še zraven naredili še 20, 30, 50, bile ponovno vsi zasedeni. Če pa gledamo potnike na poti v Ljubljano, pa vidimo, da se 1, 2 peljeta. Skratka, pa se tukaj tudi delajo premiki na tem nacionalnem nivoju. No, tu imam še eno vprašanje in sicer bolj ste s tem že seznanjeni, pa ste govorili že tudi v prejšnji oddaji Nermina Mehinoviča, tudi poslali ste že odgovor, da se bo poskušal njegov problem s stanovanjem, premajhnim stanovanjem urediti v doglednem času. Je kaj novega zdaj v tem času? Kakšen mesec nazaj ste nam poslali pisno pojasnilo, zakaj še ni prišlo do realizacije tega? Ja, pričakoval sem to vprašanju, ker pač gospoda Nermina spoštujem in cenim. Tudi pred to oddajo sem opravil še en pogovor z direktorjem stanovanjskega podjetja in naš dogovor je, da se gospodu Nerminu pomaga. Tukaj je kontakt s Spektrom, potem s Pizom, ki je tudi solastnik, ki je lastnik nekaterih stanovanj v Zagorju kot sam občinski fond. Tako da želimo čim prej ta problem rešiti. Tisto stanovanje, ki je bilo, za katerega se je zanimal gospod Nermin, je šlo za 60 kvadratov. To je veliko za ne? Veliko, potem tudi stroške. Stroški so veliki. Vendar pa moram poudariti, rešili smo tudi invalide za družino. Stanovanje ni ostalo prazno. Ni ostalo prazno in se dodelilo po kakšnih političnih vezah nekomu tretjemu, ampak smo tudi na tem področju pomoči družini, človeku naredili en korak naprej. V stanovanje na Polju, ki se je sprostilo od te družine, pa smo namestili družino, ki je bila v objektu ob Mediji, ki je predviden za rušenje oziroma so se pogoji maksimalno izboljšali. Tako da želim reči, poleg Nermina je še ogromno družin, ki jih želimo reševati, kot pa sem rekel že večkrat, obljuba je, da ta problem rešimo. Aha, in se zadeva rešuje. Greva še malce na te druge aktualne dogodke v občini. Kaj bi izpostavili zdaj v ponedeljek po seji občinskega sveta? Enega svetnika zgubite, dobite novega, ne? Eden se preseli, ne? Ja, žal, moj kolega prijatelj Aleksander je odšel z družino v Nemčijo, ker je naša družina
novo življenjsko pot. Žal obžalujem, takih je v Sloveniji iz leta v leto več. Preveč. Tudi meni je žal, da tudi v Zagorju nekateri odhajajo, ampak bolj odhajajo ne zaradi občine, ampak zaradi splošne klime situacije v Sloveniji. Res sem vesel, da smo dobili priznanje kot najprijaznejša občina, mesto po številu oziroma glasovanju in turistični patrulji bralk in bralcev revije 24, Svet 24. Pomembno je, da tisto, kar smo prej poudarila, da se te investicije izvajajo, da je v načrtu razvojnih programov 2017-2018 države tudi reševanje infrastrukture, ki smo jih že naštela. Moj cilj pa je, da čim prej tudi rešimo problem osnovne šole Toneta Okrogarja. Smo v zaključni fazi, da pridobimo gradbeno dovoljenje za novo telovadnico. Tako da bomo videli, kaj prinaša proračun 2017-2018. Povprečnina naj bi se nekoliko dvignila, vendar pa lahko pričakujemo še večjo obremenitev proračuna iz naslova plač v javnem sektorju. Vemo, da tukaj je predvsem problem pomočnic v vrtcih, ki imajo plačo 620-650 evrov, ki v teh urah zahtevajo večjo plačo in jaz jih tudi 100% podpiram. Vesel sem, da jih tudi ministrica podpira 100%, ki mi je obljubila 100 ali 120 evrov neto večjo plačo. To moram reči izredno pozitivno z njene strani. Seveda je pa pozabila eno vejco, da to je pa v proračunih občin zagotovljeno, ker tukaj sredstva zagotavlja občinski proračun za plače, materialne stroške vrtcev in pomeni tudi povišanje na način cen vrtcev. In država tukaj zopet prelaga na občino, vlada postaja, gledajte, mi vas podpiramo. Občina pa potem na občane mora, ne? Gledajte, na koncu povprečnina se poveča, ljudje mislijo se, da imajo pa občine več denarja, ampak to je samo kamenček v mozaiku, kako dobra je vlada do teh ljudi, ki imajo res nizko plačo, in občuduješ tudi v ostalih panogah, kako ljudje z dneva dan preživijo s tako nizkimi plačami. Ne govorim samo v javnem sektorju za to populacijo, ampak tudi za ostale od pokojnin naprej, da ne bi preveč zašla v to slovensko problematično politiko. Tako lahko rečem, da je predvsem pozitivno, ker je, da je tudi brezposelnost na nivoju slovenskega povprečja, da smo prišli na 880 brezposelnih. Razlike so ogromne v Sloveniji med posameznimi predeli. Ko pa si uspešen, seveda pa ne dobivaš kakšnih subvencij, nisi v kakšnem zakonu o pomoči, kot je Radeče, Trbovlje in Hrastnik, ker potem podjetniki gredo raje v njihovo okolje. Seveda pa na koncu vsi se vračajo v Zagorje. Tukaj pa je tudi zgodba okrog Sveje, ki se bo tudi predstavila z novimi kuhinjami že na sejmu v Ljubljani. Obžalujem, da je stečajnik jim postavil pogoj, ker so želeli vzeti v najem prostore v Sveji, ampak jim je dal pogoj, da morajo vzeti v najem tudi celotni salon. Vemo, da prihaja zima, stroški ogrevanja in podjetje, ki začne ga obremeniti takoj s tako velikimi bremeni. Ampak kot sem rekel, sedaj ima ta sedež podjetje v Trbovljah začasno, ker je pač direktor tudi iz Trbovelj. Naš cilj pa je, da skupaj s kakšnim kooperantom, kakšnim investitorjem ta lesna industrija v Zagorju zaživi. Seveda sedaj je že 5. prodaja Sveje. Kot sem pa rekel, mislim, da bo stečaj trajal vsaj še 2 let, kajti stečajniki niso stimulirani, da čim prej prodajo, ampak da čim prej preko ne pridejo do kupca, v narekovajih
Ampak to so problemi, nekatere opozarjamo, vendar lobiji. Opozarjate tudi v državnem svetu, pa mogoče par besed o vašem delu v državnem svetu kot državni svetnik. Pred kratkim, včeraj, če se ne motim, je bil dan veto na, vsaj zame, ker dosti nerazumn zakon o čeladah, pa o registraciji tudi tistih vozil, ki vozijo manj kot 25 na uro, ne. Pa še nekaj okrog varstveno-delovnih centrov ste bili aktivni. Ja, okrog varstvenega delovnega centra sem izpostavil vprašanje. Vemo, da imamo bivalne enote v Zagorju, ki iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje dobijo dnevno sofinancirano 4 evre. Imamo pa varstvene delovne centre v Sloveniji, ki dobivajo pa dnevno na varovanko oziroma varovanca nekaj manj kot 40 evrov. Ne. In to so razlike, ki so nenormalne. V isti državi? V isti državi. Mi smo na to upozorili. Tukaj gre za podporo vseh županov. Pa ne, da bi njim vzeli, ne, ampak da bi vsem dali toliko, ne? To je minimalno, da država zagotavlja vsaj enakopravnost tej populaciji, ki rabi svoj prostor, rabi svoje življenjsko mesto v naši družbi in tako zaničevati Zasavčanke in Zasavčane na ta način je zame popolnoma nesprejemljivo. V roku 14 dni naj bi dobil odgovor, potem pa videl, kakšni so nadaljnji ukrepi. Tukaj gre za podporo tako vodstva VDC-ja, vseh poslank in poslancev, županov, da se ta problem reši. Res smo po teh urah imeli tudi čelade in pa motorna vozila oziroma do 25 km na uro. Včeraj je en dobro rekel. Pa registracije, pa tehnični pregledi in tako naprej. Registracija, tehnični pregledi, potem tudi vožnja do... Spet strošek za... Tako, in mi smo dali veto. Tudi vi? Tako, in jaz sem predvsem upozoril, da Ljubljančani naj ne gledajo samo Ljubljano, ne. Občina Zagorje, na primer, je večja. In kaj bo? S tem bomo dosegli to, da zaradi situacije finančne, seveda ne vseh, ki imajo te motorje do 25 km na uro, seveda mnogi jih predelajo na tak in drugačen način. Prvič je to finančna obremenitev, zopet z represijo posegamo v družinske proračune. Sam osebno sem tudi včeraj povedal na odboru, kaj se bo naredilo. Ne. Te stranske poti, ki so že danes nevarne, da občine nimajo denarja tudi za asfaltiranje, vzdrževanje teh cest, bodo povzročile še več obvozov mimo, če lahko rečem, policajev. In povedal sem, da naj vlada prične pri glavi. Mi imamo danes 30% kadrovsko podhranjeno policijo. Zadnjič na seji je bilo izpostavljeno, zakaj so uro po čakali na avtocesti v koloni turisti oziroma tisti, ki so šli na morje. Veste zakaj? Ker so čakali uro po, da je policija zaključila primer v mestu, ki pokriva ta del avtoceste, in po 1 uri pa pol so prišli policaji, da so lahko začeli obravnavati ta primer. Tukaj ni kriva policija, ampak sama organizacija znotraj sistema. Tako kot smo čakali, pa so čakali skoraj celi dan, ko je bil pri nas na obisku Putin, ne? Pa smo kar celo državo zaprli, ne, skoraj da. Gledajte, to je način razumljivo, če dobiš takšnega predsednika, moraš tudi vedeti, ko ga povabiš, kaj to pomeni. No, pretirano je bilo, definitivno. Gledajte, jaz... Ne, ko ste pa že govorili o teh motornih vozilih, ne, kolesih do 25 na uro, ne, so se pa ljudje upravičeno vprašali, ne, saj bo treba zdaj registrirati še čisto navadna kolesa, ne. Bo tako daleč prišlo? Jaz sem včeraj tudi povedal, da jaz sem proti tem, da se z dnevom dan nalagajo nove obveznosti. Nove obveznosti, nove kazni, občutek, da nekaj delamo in govorimo največ o dimnikarjih, o pogrebni službi, sedaj v teh čeladah, potem o teh avtorskih pravicah, ure in ure in ure, seje in seje. Problemi so pa drugje, ne? Ko pa govorimo o problemih, ne vem, plač, razvoja Slovenije, potem... Davčne reforme, pa karkoli takšnega, ne? Dobro, tukaj na koncu
treba razumeti tudi, država je brez denarja in mora nekje krmariti in vsakdo pa seveda gleda na sebe, ampak mi smo že 8 leto v kriz, ta samozavest se mora povečati, mislim vesel, da se tudi na področju infrastrukture zagotavlja več sredstev, vendar pa, ko govorimo o zdravju ljudi, ne, je potrebno več spregovoriti. Ne. Ko smo spraševali o teh problemih v Zagorju, mi smo dali vse vrtce izmeriti tla, zemljino, ki se nahaja. V dveh smo ugotovili večjo vsebnost žvepla, svinca oziroma živega srebra v centru mesta in nova uredba o tleh oziroma o vsebnosti kovin ali strupenih snovi v zemlji predvideva več 100 ali 1000 krat povečanje, kar pomeni, če bi mi počakali kakšen mesec, dva na novo uredbo, nam te zemljine ne bi bilo potrebno zamenjati. Danes pa je to nekje na meji in moja odgovornost je, kljub temu, da je velika investicija, da se to zamenja. Da to zamenjam, da zagotovim otrokom maksimalne pogoje. Vemo, da smo že v okolju, ki je degradirano s PM10, s preteklostjo in smo naredili en zelo velik korak, kljub temu, da imamo veliko sredstev, ampak tudi v samem tem zaključku je pisalo, da so minimalne možnosti vnosa težkega svinca ali srebra v otroško telo, tako da ni bilo alarmantno, da bi sedaj, kot sem rekel, kot me poznate. Pa ste, ne? Mimogrede, nekateri pravijo, da je marsikaj zakopanega tudi v Evroparku. Boste tudi tam, ste že tam tudi kakšne preiskave zemljišča naredili? Tam je tudi veliko mladih rekreativcev. Gledajte, takrat, ko se je to dovažalo, ko se je to saniralo, takrat smo že zahtevali te rezultate, mi smo jih dobili in so bili BP. Torej gre bolj za govorice. Gledajte, vsakdo ima danes pravico, oziroma je bolj zanimiv, če govori o negativnih stvareh, ali o županu, ali o moji družini, ali o moji politiki, ali o Evroparku. Vedno je takšen človek zanimiv. Vse, če boš nekoga hvalil, kot sem rekel že večkrat, te nihče ne bo poslušal. Mogoče kakšno minutko, če boš pa kakšnega kritiziral ali pa kakšno izmišljotino imel o Švaganu, bo še vsak nekaj dodal. Ja, gospod župan, tudi športniki so zelo aktivni, ne samo v Zagorju, tudi na celotnem področju Zasavja. In naša televizija bo tudi letos v spomin na Braneta Mahneta izpeljala akcijo Naj športniki v spomin na Braneta Mahneta. Boste tudi letos podprli to našo, recimo že kar tradicionalno akcijo, da nam je boste nekako tudi s kakšnim finančnim vložkom pripomogli, da jo izpeljemo, tako kot doslej. Pokojni Brane Mahne je bil edini, takšnih ni in ne bo in tukaj ni vprašanja, ali bomo v enem letu pomagali in sploh ni vprašanje, kaj bo tudi v prihodnje. To je naša minimalna zahvala njemu za njegovo delo in za življenje, ki ga je dal za našo občino. Mi bomo šli pa tudi v naslednjem tednu potem ven v razpis, da ljudje predlagajo, da vidijo, da povedo, koga bi oni predlagali. Seveda bomo pa potem, tako kot vsako leto, se usedli pa skupaj potem zbrali tisti, ki smo malce bolj po športu, recimo. Gospod župan, hvala za obisk v studiu. Jaz verjamem, da bo čez kakšen mesec spet priložnost, da kaj pokomentiramo. Sva še kaj pozabila? Zato, ker verjetno marsikaj, ne? Gledajte, veliko je še stvari, kot bi lahko razpravljala. Mislim, da bo še do konca leta veliko možnosti, tudi sedaj, ko se spremlja proračun 2017-2018, tako občinski, kot načrt razvojnih programov, kot državni. Sedaj je pa veliko novega, lepo, lepše Zagorje. Počasi vas bomo pa skozi oddajo tudi spomnili, kaj ste dejali na zadnjem teku po Zagorju, da boste enega do konca mandata tudi vi pretekli. Tako da
se kaj že pripravljate? Mimogrede boste prišli zdaj v petek, naslednji petek na ta 5. zasavski humanitarni tek na Rudarju se bo zgodil. Tekli bomo, pomagali. Če imam le čas, jaz se vedno takih stvari udeležim, vsaj moralno in tudi finančno podporo, tako občini oziroma tudi osebno. Tudi stranke Zagorje gre naprej. No? Tudi stranka, tako da vsekako bom prišel, kot sem pa rekel, včasih pa so kakšne obveznosti, ki onemogočajo, da sem prisoten, ampak kot sem rekel, vedno sem pa z mislimi. Župan, vsaj kakšen krog, da se čim prej natrenirate za ta 10-kilometrski tek Polšina Zagorja, ne? Gledajte, malo sem shujšal in to je vse v korist. Mala šala, ne? V korist ne enega kroga, ampak kar več krogov. Več krogov. Ja. Če me boste seveda sledili. Upam. Hvala, gospod župan, za obisk v studio, pa še kdaj dobrodošli. Vam pa tudi hvala za pozornost in pridite v petek teči z nama. Srečno. ETI je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti.